No, ob tej priložnosti se bomo obrnili na Katar. Mož, ki je zgradil sodobni Katar, je umrl. Njegova zapuščina pa je ena najbolj zapletenih na sodobnem Bližnjem vzhodu. Šejk Hamad bin Khalifa Al Thani je umrl v starosti 74 let. V 18 letih kot emir je iz majhnega zalivskega obrobja ustvaril svetovno velesilo, ustanovil Al Jazeero, kupil Herods, gostil svetovno prvenstvo in zgradil eno najvplivnejših diplomatskih mrež na svetu. Gostil je tudi teroristično skupino Hamas, bil prvi voditelj države, ki je obiskal Gazo po prevzemu oblasti Hamasa, ter vzdrževal vezi z Iranom, zaradi katerih so bili njegovi sosedje zelo zaskrbljeni. In nato je leta 2013 prostovoljno predal oblast svojemu sinu, kar je v zalivu skoraj nezaslišano dejanje. In ta sin, trenutni emir, zdaj posreduje v vojni med ZDA in Iranom, hkrati pa ga Iran bombardira in gosti največje ameriško letalsko oporišče v regiji. Katarja zagotovo nikoli ni bilo lahko opredeliti. Šejk Hamad je za to poskrbel. Zdaj se nam pridružuje dr. Ariel Admoni, strokovnjak za Katar na Univerzi Ariel in Jeruzalemskem inštitutu za strategijo in varnost. Dr. Admoni, kako pomembna je ta izguba za Katar in regijo? Najprej hvala, da ste me povabili. Še vedno lahko v veleposlaništvih, naprimer v Libiji ali na drugih krajih v Afriki, na steni poleg slike trenutnega emirja vidimo sliko šejka Hamada. In zaradi tega moramo vedeti, da je zapuščina trenutnega emirja pravzaprav utemeljena na njegovem očetu. In zaradi tega tudi med uradnimi dogodki, naprimer na svetovnem prvenstvu, kot ste omenili, pa tudi na drugih uradnih turnirjih in uradnih dogodkih v Dohi, smo videli, da je bil prejšnji emir eden od vidnih gostov. In zaradi tega to ni le simbolično, ampak tudi v simboličnem smislu. Moramo se spomniti dejstva, da je on, kot ste prej omenili, znal promovirati Katar. Tudi njegovo dejanje leta 2013, ko je domnevno odstopil, in pravi razlog so bili zdravstveni razlogi. Ampak Katar je znal to predstaviti kot nekaj edinstvenega v zalivu, kar je značilno za katarsko ravnanje. Biti edinstven v zalivu, ne glede na to, kaj si o tem mislijo v zalivu. Prav. No, šejk Hamad je zgradil zunanjo politiko Katarja na zelo specifični ideji. In sicer, da lahko majhna država postane nepogrešljiva za vse, hkrati tudi za sovražnike. Gostil je Hamas in ameriško vojaško bazo v isti državi. Mislim, kako vzdržen je ta model v regiji, ki zdaj zahteva, da se države odločijo za eno stran. Mislim, da v 90-ih letih, ko je šejk Hamad, moramo v tem kontekstu omeniti šejka Hamza je druga žena in HBG, Hamad bin Jasim je nekdanji minister oziroma predsednik vlade, dva druga ključna člana v strategiji. Ampak vseeno, ti trije so dejansko zgradili, če smem reči, model, ki se je leta 1990 zdel v najboljšem primeru nestabilen. In pogosto smo na novičarskih kanalih videli, da je Katar spraševal, kako ohraniti to ravnovesje. Ampak naj rečem, da je Katar, čim dlje je trajal ta proces, postal vse bolj odločen v tem procesu. Pravzaprav so vse strani, tako Iran, Hamas, žal tudi Izrael in predvsem ZDA, dejansko dale Katarju korist dvoma. Katarju je to omogočilo, da je še bolje ohranil to krhko ravnovesje. Zdaj, ko govorimo o Katarju, ostanite z nami, ker vas želim vprašati o tem. Katar rad daje vtis, da je prijatelj z vsemi. Katarjev državni premoženjski sklad naj bi zdaj blokiral proizvodnjo železne kupole v nemški tovarni avtomobilov. Sklad ima v lasti skoraj 17% glasovalnih pravic v Volkswagenu in je blokiral dogovor, po katerem bi izraelsko obrambno podjetje Rafael proizvajalo komponente za železno kupolo v Volkswagenovi tovarni v Osnabriku, ki ima težave. Ta dogovor bi rešil 2300 nemških delovnih mest. Kakšen je torej Katarjev ugovor? Pravijo, da so razlog napetosti z Izraelom. Vendar ne pozabite, da je železna kupola sistem, ki ga Izrael uporablja za sestreljevanje iranskih raket nad svojim ozemljem. Vendar je isti sistem uporabljen tudi za sestreljevanje iranskih raket, izstreljenih na zalivske arabske države, predvsem Združene arabske emirate.
Če se vrnemo k doktorju Arielu Admoniju, zanima me vaše mnenje o tem. Katar je hkrati vojaško središče ZDA. Je posrednik z Iranom, iranska tarča in zdaj v istem tednu blokira proizvodnjo železne kupole v državi članici NATO. Je to izjemna diplomatska spretnost ali pa se Katarjeva razvpitna politika, da želi ugoditi vsem, pod pritiskom dejanske vojne, končno začenja sesuvati? Del tega nestabilnega ravnotežja mora ohraniti določene elemente, naprimer islamsko stran. Uradna, oziroma če lahko tako rečem, najbolj uporabna tehnika za Katar, da ohrani islamsko stran na svoji strani, je biti proti Izraelu. Še posebej, ko gre za vidike vojaških izdelkov, izraelskih vojaških izdelkov, s katerimi Katar ne more biti povezan. Moramo se spomniti tistega QIA, ki je zdaj vložil veto na ta posel. Del njenega vodstva je pod Nasserjem Al-Hulejfijem lastništvo Paris Saint-Germaina. In videli smo, da je Paris Saint-Germain izražal protiizraelska čustva ter pristaštvo Palestini in Hamasu. Mi naključje, da Katar ohranja svoje nestabilno ravnotežje. Način, kako to doseči, je dejansko napad na Izrael in prikazovanje kot prijatelj vseh razen Izraela, ter dejansko omejevanje Izraela. In zato jih Izrael, ko jih žal potrebuje za obveščevalno sodelovanje in podobno, tudi potrebuje. Ponovno, samo javno dostopni viri, vendar je to način, kako Katar ohranja svoj položaj. In zanimivo je videti, ali bo izraelski zunanji minister Hagan rekel, da je to izjema, zaradi katere bo morda nemško prebivalstvo jezo, in še posebej, če bo Katar poskušal kompenzirati nemško prebivalstvo v drugih ustanovah, naprimer kot del tega nestabilnega ravnotežja. No, veste, doktorica, moram reči, da so nemški varnostni strokovnjaki javno opozorili, da Evropa ne sme postati odvisna od vlagateljev iz zalivskih držav, ki lahko navsezadnje blokirajo obrambne odločitve, kot v tem primeru. Ampak zmanjkalo nam je časa. Zelo se vam zahvaljujem, da ste se nam pridružili. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje.